Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v naši knjižnični dvorani. Še nekaj mesecev in zaključile se bodo vaše srednješolske poti. Na to sledi novo obdobje, z njih pa tudi nove poti, možnosti in priložnosti. Zvrha do roba in spet nazaj naslov, ki smo ga nadeli našemu današnjemu druženju. Vsebino pa mu bo dal Matic Novak, naš gost. Pomoč sočloveku, človeški stik, akcija, dinamika, delo na prostem, stik z naravo, potreba po inovativnosti, fizična aktivnost, nenehno nadgrajevanje veščin in pridobivanje novega znanja. Kaos, v katerem je našel svoj mir, so oznake, ki ga do dobro povzamejo. Ko smo se začeli pogovarjati o uresničitvi predavanja tudi pri nas, je bil večji del prisoten na tereni, ki so jih konec minulega poletja prizadele poplave. Zato k prej omenjenim oznakam gotovo velja dodati tudi srčnost. Verjamem, da bo naše srečanje zanimivo, dinamično in tudi spodbudno. Zato predajam besedo, da lahko zares začnemo. Izgled. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Lep pozdrav. Dobar dan. Ok, dajmo narediti najprej eno ogrevalno vajo, eno čistko, sam da vidim, koliko je razmerje med fantom pa puncem. A smo za? Odlično. Pa bomo najprej bomo naredili en močan, zdaj vem, da smo v knjižnic, pa vem, da to zdaj glih ne pače v knjižnico, ampak lahko. Yes. Ok, bomo naredili en preboj knjižnični in sicer najprej bomo fantje dali en močan glas od sebe ven. Pri nas meni so vojske rekli, bojevniški krik, na polno. Na polno. Jaz bom zraven in znam, da bom se delal mikrofon, da ne bo kdo slučajen obvešil zraven. A smo pripravljeni, fantje? Kje smo? Roke gor, sam da vas vidim, koliko vas je. In to tukaj, mislim, čisto vse je zdravo. Ni kamermana in vajo dva zadnje, čisto vse je zdravo. Vsi, fantje. Tle ni izjem. Kaj smo zdaj vsi eno. Ok, a smo pripravljeni 3, 4, zdaj bomo naredili počan glas od sebe. Na polno. Ok, na polno. 3, 4, zdaj. Marija, ok. Zdaj boste to videli. Zdaj vas samo to poslušajte. Zdaj smo fantje manjšina, več je punc. Gledajte zdaj to. Ok, zdaj pa, drage dame in dekleta, zdaj pa dajte vi, prosim od sebe, vas glas, kukar gre, da preglesite te moške. Čisto vse. Na 3, 4, zdaj. Jaz mislim, da bi vam naredili sam še eno, dajmo zdaj to skupaj. Dajmo zdaj to konkretno, napolno, da se malo zbudimo, da dvignemo malo to atmosfero. Na 3, 4, zdaj, čisto vsi skupaj. 3, 4, zdaj. Ok. Bi šlo lahko, še pa smo v knjižnici. Dobri ste. Če se jaz malo predstavljam, kdo tukaj pred vami stoji. Moje ime je Matic Novak, star sem 31 let in moram reči, da je bilo polovica mojega življenja nazaj. Sem bil nekako, skoraj polovica, sem bil nekako v vaših čevljih in v bistvu se še danes tega spominjam, kot bi bilo včeraj. Vi ste 4. letniki, je tako? Gimnazije pa tehnične šole. Kje ste? Gimnazija, kje šole? Kje šole ste? Eni ste gimnazija, eni pa? Ekonomska. Ok. Ok, da boste dobili malo sliko, kdo tukaj pred vami stoji, kot sem povedal, moje ime je Matic. Jaz sem bil v srednji zdravstveni šoli, tam se je začela moja kariera in v bistvu tja sem prišel po enem čisto takem naključju, ker sem zelo že od majhnega fejstrat pomagal starejšim ljudem, še posebej tistim, ki so v bistvu malo bolj bogi, ker niso mogli v trgovino, ker so doma rabili, da jim kaj pomagam. In jaz sem bil mulc, ker sem se s kolesom vozil naokrog in ko sem videl nekaj kakšno starejšo gospo sedeti, pa sem videl, da kaj počne zraven, sem rekel, lahko mi pomagam. In sem vedel, da je kaj pomagal, prijeti, dvigant, nesti in tako naprej. No, in ta pot me je v bistvu prinesla do kar številnih poklicev, ki sem jih v življenju počel. In sicer začel sem s kariero dejansko v zdravstvu in sem bil reševalc svoj čas. Delal sem v rešilcu
Delal sem v agentni ambulanti, to je bila ena izmed najlepših služb, kar sem jih do zdaj počel. In sicer delal sem na Jesenicah, poznate tiste kraje, Gorenjska. Jaz tam prihajam, Žirovnica, na Bledu ste bil vsi. A veste tista gora, ki je nad vrbo stol, poznate? No, jaz sem tam odspodil malo. In bil sem v poklicu reševalc, zraven sem bil tudi v gorski reševalni. Poznate gorske reševalce? Ja? Jaz sem imel na koncu psičko, no, imam še vedno, in sva delala tudi reševanje pogrešenih oseb, reševanje ljudi, ki jih zasujejo obrazovi. Zraven sem bil pa tudi v vojski, fante malo bolj zanimali, sem bil pa kot v rezervni sestavi, sem v bistvu kot zdravstvenik, tako da je bil moj rešilc v vojski, poznate Baluk? Veste, kaj je to, fante? A kjer ga vojska zanima? Ne. No, da vam povem, Baluk je rešilc, ki je na v bistvu 3 kolesa ima na vsaki strani, tako da je 6 koles, tak kukaren oklepnik, skratka sem bil še tam malo zdravo. Na koncu sem delal v Ljubljani kot reševalc na motorju, vse do trenutka, kar mi ni moje načrte in pa poti prekrižal taksi, ker sem se malo bliže srečala na nujni vožnji in v bistvu takrat zlomil roko, nogo in izgubil vse, kar sem do takrat delal. Pa da vam malo povem, kako je mene ta zadeva pripeljala do vseh teh poklicov. Ker sem bil star 15 let, se pravi, to je bilo iz prehoda iz osnovne na srednje šolo. To so bile najbolj brezskrbne počitnice možem. Takrat, sredi avgusta, verjetno se vsi še spomnite tega, ko spiš brez budilke in me je zbudila v bistvu ena zelo nenavadna stvar. Škripanje gum, kaj naredili na polno, mi smo doma zdrav glavne ceste in naredili in samo poč. Na polno. In to je tako močno vsekal, da enostavno hiša se je kar zatresla tako in naredili. Me dvigne po konc in naslednja stvar, ko sem jo zaslišal, je bil že krik moje mame, ki kriči dol, nesreče je, prid hiter pomagati. Vstanem, dam hlače gor, majico gor in tečem ven. No, tam sem videl pa pred mojo hišo ležati eno starejšo gospo in v bistvu iz njene glave je že tekla tako ena taka mlaka krvi, tako prav konkretna krvavitev je bila. Zraven je bil en gospod, ki se je takole držal za glavo, ni vedel, kaj ne počne, avto je bil parkiran na pločniku, njen kolo je bil tam 10 metrov stran, skratka, žensko je nabil par kar visoke hitrosti in je letela kakih 10 metrov po zraku, preletela na tla in v bistvu se kar hudo poškodovala. In jaz sem bil prvi tam na kraju nesreče. Ko sem videl tisto krvavitev, tisto razbito glavo, je bila prva stvar, tisti prvi instinkt, kaj boš naredil? Kaj boš naredil? Zaustaviš krvavitev. S čim pa boš zaustavil? S toto, kje boš dobil? Jaz sem letel samo nazaj do hiše, avto odprl, vzel tole prvo pomoč iz avta in tekel nazaj. Pridem tja, odprem in to je čist, moška logika. Kjer ven teče, se pravi, zapri. Čist simpel. Ker sem jaz videl tisto glavo, to je bila lobanja odprta. To je bila kost lobanje toliko narazen, da sem videl dejansko vijugje možganov noter. Prvič v življenju sem kaj tazga videl tako kot blizu. Ampak meni se ni zdi, da je to niti malo nervusno. Vedel sem, da če bom to zaprl, da je možno, da bom jaz nje v bistvu rešil življenje. Takrat, ko sem pritisnil skupaj, je samo špricala kri takole po meni čez. Sem bil vas od krvi, ta arterija, ko šprica, veste kaj je arterija? Ja, to šprica kakor utripa srce in šprica na pol fejst kri. No in sem tisto glavo z nekim velikim batirancem držal skupaj in čakal do prihoda zdravnice. Takole sem me gledal, kaj se počne. Nič mi bilo jasno, kaj se tam počnem. Pa je pa prihajal rešilc, tako iz Jesenic, to je taka daljna dolina in ga slišiš ful daleč in traja celo večnost, da ona sirena pride do tebe. In pridejo ven možeh v takih oranžnih oblačilih, neke kufre prinesejo ven, pridejo tja, vse postavijo zraven in jaz sem bil dejansko v prvi vrsti. In gledajo mene, kaj jaz tam počnem, sem še vedno takrat pomagal tisto glavo skup držati, ker so zdravnica je nabadala kemino. In potem sem me dal stran in sem prosil, če lahko še vedno pomagam. So mi dali tiste flaše v roke infuzijske, držim flaše in jaz sem bil dejansko v prvi vrsti. In gledam, kaj vse so oni počeli. Pol smo tisto gospo, so jo oni skrbeli, jaz sem še vedno flaše lahko nosil do helikopterja, ki je pristal na bližnjem travniku. In takrat se je meni zgodila v življenju ena stvar, en preboj. A veste v risankah, ko se kdaj zgodi, da se lučka in tako bar posveti? Nekako tak podoben občutek. Skozi cel telo me je prežela ena ideja, ena jasna vizija, kaj jaz v življenju bom. In to je bilo, da bom postal reševalc.
To je bila tako močna in jasna vizija, da sem vedel, da se bo to zgodilo. Vedel sem. Samo še čas bom mogel preteči do tega trenutka, da bom dejansko lahko to doživel. Ampak tukaj sem imel pa en problem. Jaz sem bil takrat v osnovni šoli in moja izkušnja osnovne šole ni bila glih najlažja oziroma najboljša. Sem bil učenec, ki je dobil v 3. razredu odločbo in na odločbi je pisalo, tako zadebeljeno, je pisalo motnje na področju ohranjanja pozornosti in pa hiperkinetičnost. Kar pomeni s kratico, dali so mi nalepko na čelo, na kateri piše ADHD. Poznate to? Poznate koga, ki ima to? Odlično. No, ta zadeva ti v šoli kar lepo, ko bi rekel, popestri vsak dan, ker ti se hočeš skoncentrirati, ti se hočeš umiriti, ampak tebi ne telo, niti glava ne omogočata, da bi se zbral. Jaz imam cirka pozornosti, moja pozornost je omejena na cirka 5 do 15 minut na stvari, ki jih ne maram takrat početi, ali ki mi niso zanimive. A jaz imam idejo in vizijo in jasen cilj, da bom postal reševalec. Poklic, za katerega se bom mogel fejst učiti. Vmes je bila v osnovni šoli ideja, da bom šel na posebno šolo. Da ne bom zdržal oziroma da ne bom mogel narediti niti osnovnošolskega programa. In ko sem v bistvu dobil to idejo, sem rekel, ne, jaz vidim tle noter, da je to mogoče. Jaz sem to tako močno doživel, to idejo tako močno videl, da sem je po noč sanjal. Jaz sem se po noč v svojih sanjah vozil z rešicam, pomagal, vozil s helikopterjem, delal že vse te stvari. In takrat sem bil pa že kar nalašč upisan na srednjo zdravstveno šolo. No, pot skozi srednjo zdravstveno šolo je bila kar zanimiva in v bistvu sem pristal potem v 4. letniku, ki sem jo zdelal. Nobenega letnika nisem ponavljal in dejansko kasneje sem upisal tudi naprej na fakulteto, ker sem šel na visoko zdravstveno šolo, zaradi tega, ker sem videl v Ljubljani pa eno zelo zanimivo stvar. In sicer nisem videl reševalca samo v tistem vozilu, ampak kombiju, ampak sem ga videl tudi na motorju. Ste že videli reševalce na motorju? Ne, Majh Ljubljana, Maribor, pa Obara. In ko sem pa enkrat to videl, da je to mogoče, jaz sem bil kot mulj strasten motorist. Sem imel moped, tiste skakal smo po teh, posod se vozil po tistih stranskih poteh, po gozdu. In ko vidim, da enkrat lahko službo združim s svojimi sanjami, sem mu pa jasen cilj, jasno vizijo. Jaz bom reševalc na motorju. Na tako uničeno samozavest in na tako uničeno samopodobo, kad sem jo dobil v osnovni šoli, kaj mislite, kaj je bilo v moji glavi? A je to mogoče ali nemogoče? Ko ti vsi govorijo, da si neumen, da si nesposoben, da s tebe nič ne bo, da si prizadet, da si moten, ko ti v odločbi piše trajno bolan. A sva trajno bolana? Nisva. Ali fajn me ta nekaj skozi se nekaj dogaja, pa nikoli dolg čas je tako. Problem je samo to, da s takimi težavami, ki jih imaš, ki ne sodiš v sistem šolski, ki ti ta šolski sistem ne odgovarja, ti uniči samozavest in samopodobo. In te sanje, to vizijo, ki jo vidiš, ti jo to lahko zelo ohromi, ti jo dejansko uniči. Ko nekaj zelo verjameš, da je mogoče doseči, potem se pa srečaš šolo, ki zahteva od tebe, da 45 minut sediš, ali pa da test pišeš 45 minut. Med tem, ko sošolc naredi, težje vam potegne. Se pravi, z moje pozornosti tukaj not, grem na sošolca, zakaj zakašljal. Pa vidim že uno pridno sošolko, moj bog, te že vse odpisala. Pa vidim že uno je že kuli dala stran, že gleda po razredu, jaz sem pa še na 2/3 testa. Pa učiteljica reče, še 5 minut do konca. Poznate ta občutek? Ni najboljši. Skratka, ja. Ta nesreča me je pripeljala do tega, da sem videl svoje sanje, da sem videl, kaj želim početi, kdo želim biti, oziroma kaj bom v življenju. In ta strah me je začel vedno bolj ohromiti, ampak se mu nisem dal, ker sem šel iz trenutka v trenutek. Dejansko se nisem dovolil prepričati tej, ko bi rekel, slabi misli, da mi ne bo uspelo. Zaradi izključno ene stvari, ker sem to zadevo videl tukaj noter, videl v mislih. Jaz sem živel svojo prihodnost že tukaj noter. In da vas vprašam, pa dajte kar roke gor, tisti, ki imate že jasno vizijo, kaj si želite v življenju.
Ne samo karijere. Lega, to pravi. Yes. Pa ne samo v poklicni karijeri. Tle govorim, kaj bi želeli početi, kaj bi želeli videti, kaj bi želeli odkriti, kaj bi se želeli sprobati. Imate že kakšno tako vizijo? Ne, jaz ne bo sram, tle smo vsi smo isti. Ena roka je bila. Ne boste rekli, da nihče ne ve, kaj bi v življenju počel. A vas kaj vas zanima? Kje imate interes? Ajde, dijaki. Kaj ste upisani naprej? Na fakultete? Niste še. Kaj se boste upisali? Mi kdo lahko ve, kam bi se radi upisali? A boste končali gimnazijo in je to to? Kako? Ti še spet prvo. No, te mi povej tvojo vizijo. Videoprodukcije, se pravi, montažerstvo, videoposnetkov. In tam je tvoj fokus. In si čisto novi. Odlično. In se vidiš v tem. Vidiš same sebe v prihodnosti v tem. Ok. Jaz bom tako rekel, sanje lahko enačimo v življenju z nekimi cilji. A je tako? Se pravi, cilj, ki ga doživiš v prihodnosti. Tudi če ne veš, kaj so tvoje sanje, tudi če nimaš teh dogodkov, kako odkriješ svoje sanje? Kako lahko najdeš tisto, kar te zanima v življenju? Ajde, dejva midva. Kako najdeš svoje sanje? Povej mi. Po nesreč. Ampak kako po nesreč? Kako se ti da po nesreč zgodi? Se pravi, se zgodi ena situacija v življenju in te potegne noter in probaš in pol vidiš, še je zlate na njih. In to je recept. Za vse tiste, ki niste dvigali roke gor, edini način, da v življenju odkriješ stvari, ki te zanimajo, ki te interesirajo. Kako? Edini način, ki je, da te popelje do tvojih sanj, je ta, da v življenju probaš čim več stvari. Da probaš stvari, ki ti jih življenje ponuja. Da ste danes pa sem prišli, ajde pa da vas tako vprašam. Vsi ste šli na gimnazijo. Vsi ste šli iz osnovne šole na gimnazijo ali pa na ekonomsko šolo. Zakaj? Ne boste mi rekli, da ste vsi dijaki tukaj izgubljeni. Tega ne verjamem. Da ne veste, kam bi šli v življenju naprej. A imate vsaj en interes? Ajde, da vidim športniki, roke gor. Dajte roke gor, športniki, ne se pati. Ok, kaj trenirate? Kaj treniraš? Košarka? Nogomet? Rokomet? Nogomet? Bodybuilding, če se vidi. Ogromen, big boy. Še kdo? Športniki, kaj ti treniraš? Kaj? Fitness pa boks. Ne govorim samo o karieri, jaz govorim tudi o interesih, o stvarih, ampak to kakšne hobije. Hobije, kaj imaš? Učala. Petje. A sam potušam pa v avto, a še kje drugi? Ves cajt. Odlično. Ajde hobiji, kje so hobiji? Učenje? Česa? Judo? No, s tabo pa ni češenca zoba, ne? Veš, kaj jaz počnem? Jaz zdaj delam v osnovni šoli in delam dejansko, čist izven zdravstva, delam dejansko z otroki, ki imajo ADHD, ki so nemirni, ki so konstantno živi. In ko imam veliko energije, ko dobim otroka, ker poka od energije k meni, ker ne ve, kaj ni naredil v razredu, pravim, gledam tako, da to je moc 6 razred, pravim, kaj? Pa se gre tepsti? Pa se tepsti. In pride in se začneva metati. In judo ti lahko pride prav na vseh možnih nivojih, kjerkoli. Tudi, če te kdaj ne bo kdo v Boga, oziroma ti bo kdo prekrižal poti. Še kakšen hobi?
Ne mi reči, da ste vsi na telefonih skozi. Skratka, hobi, interesne dejavnosti, šport, vse te stvari, ki jih v življenju lahko probaš, kjerkoli vidiš, se znajdeš, da ti potegne interes, zanimanje, da si rečeš, mene pa to zanima, jaz bi pa to probal, jaz bi pa to probala. Vse to zagrab. Vse to so priložnosti, ki ti jih življenje ponuja. Največja napaka oziroma največja stvar, ki nas omejuje danes pri tem, je dejansko to, da imamo vse okno v svet, ki pa je enostavno telefon, pravim, ki pa je enostavno zelo nerealen. Ker morate vedeti, danes s socialnimi omrežji, Facebook ne uporabljate, zdaj so TikTok, Instagram, Snapchat in vse te fore, vse to te dajo v svet, vse to ti prikaže 101 človeka, ki se ukvarja 101 različno stvarjo. In zelo težko izmed teh najdeš, ker je vse zanimivo, ker te vse zanima in se začneš skupljati. Zato je včasih potrebno, da malo daš to na stran in malo poslušaš sebe. Da v življenju, v situacijah, ko priješ v trgovino in vidiš tam gospoda, ki igra na harmoniko, pa klobase prodaja, ne vem, pa smo fantje, ali tukaj harmoniko igra? Iga, ja. Evo ga, kako je začel harmoniko igrati? Ja, prve dve je moj igral, pa sem bil tudi pomali, sem imel te male harmonike, pa sem bil začel. Evo ga, a ne? In je videl v svojem dedju verjetno tudi svojega ozornika. In te ta zadeva popelje naprej. In v življenju tako začneš lahko odkrivati svoje sanje, da se prepustiš toliko življenja in pa situacijam, ki ti jih v bistvu sam ponuja. Kako? Kdo je igral harmoniko? Moja. Kjero, a klavirsko ali frajtonarco? To je bravo. Jaz sem tudi mogel klavirsko igrati, pa je frajtonarco, hotel sem kitaro, ampak ker je moj starata igral harmoniko, pa je moj oče igral harmoniko, pa sem jo pa mogel še jesti, tako naprej. Čudim, da mi Toni ni ime. Moj starata je Toni, moj jati Toni, jaz sem pametici. Zelo pa citre igra. Citre? Lepo. Vse to so stvari, predstavljaj si, da s citram uletiš na eno žurko. Ta glava boš. Tako boš zabrenkal, da je noro. Skratka. Zdaj pa tako, ko pa odkriješ eno stvar, da bi jo rad počel v življenju, ko te nekaj začne zanimati, ko najdeš svoj interes, tudi če ga zdaj še nimaš, ni nič narobe. Ni nič narobe s tem stvarmi. Sam problem je ta, da če se v življenju ne boš zgrabil priložnosti, ki ti jo ponuja. Ko jo pa enkrat zgrabaš in ko pritegne tvoj interes, ko pritegne tvoje zanimanje, se pravi, jaz vam zdaj govorim, to so cheat codes, to so hacki za življenje. Tako vam bo uspelo, to je preizkušeno 100%. Skratka, ko ti življenje ponudi priložnost in da najdeš malo interesa, jo zagrabaš, se sprobaš v njej, da vidiš, če to te psede ali pa ne. Pol, ko pa vidiš, da bi to res počel še naprej, pol pa uporab eno moč, ki jo imamo čisto vsi tukaj. Čisto vsi jo imamo. In sicer to je sposobnost vizualizacije. Poznate to zadevo? Se pravi, da zabreš oči in si samega sebe predstavljaš v prihodnosti in si predstavljaš, kot da je to že del tvoje realnosti. Kot da se to že dejansko dogaja. In si probaš tisto situacijo, v kateri se znajdeš, tako močno predstavljati. Ko sem jaz videl samega sebe na motorju, je to izgledalo tako, da sem jaz sem zaprl oči, sem začel meditirati in jaz sem se preselil totalno v intervencijo. Jaz sem čutil ročke, ki jih držim v rokah. Jaz sem čutil obleko, ki jo imam na sebi. Jaz sem slišal sireno. To je bilo vse klenot. To je bilo vse domišljija. Jaz sem videl intervencijo, jaz sem pomagal tam na intervencijah. Jaz sem dejansko samega sebe preselil v to prihodnost. In to je vaja, ki vam bo pomagala doseči čist vsak cilj, kakor si ga v življenju zadate. Nobena stvar ni nemogoča. Jaz kot otrok z ADHD-jem, zraven sem imel še disleksijo, poznate to? Ko bereš črke, pa mišlješ B, pa D, pa M, pa N, pa V, pa U, skratka tiste, ki so si podobne med sabo. Potem sem imel še diskalkulijo, to je tudi še ena učna težava, kar pomeni, da nimam te matematične logike, jaz moram vse na prste računati, še danes. In je to, vse te stvari te lahko zelo ohromijo v življenju. Ampak če ti vidiš to stvar tukaj noter, vam jaz danes tukaj povem, da je čisto vse mogoče doseči. Kaj pa če zgubiš tiste svoje sanje? Ti, midva mala sanje. Kaj če jih zgubiš?
je več zgodba. No, zdaj se pa predstavljaj mojo zgodbo. Jaz sem nekako na svoji poti potem šel na fakulteto in na fakulteti šel do gorskih reševalcev, potem iz ene službe na Jesenicah, v službo v Ljubljano sem se pripeljal na motorju, vozil sem KTM-a Duk 2, 650 kubičen supermoto, poznate ti, fantje? To je nekaj na ovinkih, ne šponeš, pa ti meče zid nazaj, ful dobro. Dva Krapoviča vzad, daš pošiljice ven, nažgeš, tak na ogen, ven praseka, vrhunsko glavno, pridem jaz na šift, ja, in mene gleda moj šef, prav, pa tole voziš? Prav, ste videl, kaj mi vozimo? Grem spogledati, tam reševalni motor, Ducati, 1200 kubičen, multistrada, takole sem gledal. A? Da ti rekel? Doma dober okus. Bravo. En najhujših motorjev mojega, res brutalen, lep, hud, poka, ka pri norcih, še, ampak živčen dost. Skratka, in meni reče šef, evo vidiš, mi pa tole vozimo, ne? In jaz sem se vozil na šiht malo z motorjem in na neki točki pride šef do mene in reče, ti kaj pa, če bi se ti pridružil našim vrstam? Kaj pa, če bi ti postal reševalc na motorju? Veste, kaj je bilo meni to? Meni je bilo to nerealno. Meni je bilo to, kada sanjam tisti trenutek. In sem rekel, valjda, kaj? Ne bo. Zakaj bi? In tako sem rekel, ja, halo, dajte no. Jaz spremem ponudbo, so se začeli treningi, začnem furati prve intervencije, oskrbim paciente, pol pa en dan, 9.6.2019, grem na svojo prvo intervencijo tistega dneva, grem nazaj v bazo, me prestreže klic, da moram iti pomagati na Celovško cesto enemu mlademu motoristu, ki je padel na tla, nezavesten obležal na tleh. Jaz medtem, ko se vračam v bazo, požgem lučke, sireno, tup, polkrožno obrnem, nažgem proti križišču, ustavim, vidim avto, ok, vsi stojijo, vse stoji, gledam desno, dam po gasu, kar naenkrat pa avto pred mano. Ducati Multistrada ima pospeške tam, jaz sem imel cirka 40 na uro, sem se peljal proti križišču, tam sem imel drugo noter, ko sem nažgal po gasu, je to skočil tam od 80 do 100. In pri tisti hitrosti je bila moja stop točka Astebriček oziroma točka med prvim kolesom in pa začetkom vrat oziroma vetrobranskega stekla taksi vozila. V tistem trenutku sem treščil v taksi s zelo visoko hitrostjo, me je katapultiral v zrak, naredil par tistih zvezdic in preletel na tla. V trenutku trka sem jaz izgubil vse, kar sem do takrat gradil in vse, kar sem do takrat garal. Kri sem uriniral, da ne bom grdo rekel, da sem prišel do tega poklica. Težko je bilo. Učenje ni da ni. Solze, jok, da mi ne bo uspel. Ni da ni težav, ampak to sem dosegel. Pol je pa samo odpole naredil. Puf, gotovo. Zgubil službo na reševalni, kot reševalc na motorju, zgubil službo v vojski, nehal sem biti gorski reševalc, zgubil sem vse. Jaz, kot Matic Novak, sem se identificiral izključno in samo s tem, da sem vojak, gorski reševalc in reševalc. Ko sem zgubil vse to, sem zgubil sebe. In ko sem zgubil sebe, nisem vedel več, kaj sploh sem, kdo sploh sem, kaj sploh vem, kaj sploh znam. In kaj boš v tistem trenutku naredil? Veste, kaj se zgodi takrat, ko zgubiš totalno sebe? Človek ima nek nagon po preživetju. Človek želi v življenju nekaj dosežiti, živeti, si preskrbeti, ne vem, družino, varno okolje, hišo, psa, veste to, standard. In ko to zgubiš, je prva zadeva, kaj sploh bom, kako sploh bom. In začeti je samo takole, tišeti, tukaj noter. Stiskati, v prsnem košu, teža. Kot da bi se mi 100 kil nekdo obesil gor. In kar nekaj ne moreš dihati. Pa začnejo trip srca, tutuf. A veste, kam grem, v kjer smer? Poznate to zadevo? Pa se pa dihanje pospeši, pa začneš dihati. Poznate to? Panični napad. Usekal je k strela iz jasnega. Držal me noter 2 uri, čiste panike. Jaz sem se zgubil, samo sebi. Nisem najdel več svetle točke in poti navzven. In iz one ničle točke, pa vi niste tle, ker niste dvigali roka, ne veste, kaj početi. Meni narejem, mislim, nikakor ne moram potrditi. Jaz sem bil totalno zgubljen.
V tistem trenutku se je meni podrlo vse in sem mogel začeti graditi na novo. In kako sem gradil na novo? Spustil sem se v življenje, prepustil sem se toku. Prepustil sem se vsem situacijam, ki mi pritegnejo pozornost. To je isto, ko hodiš po tleh in vidiš en kamen in ti všeč, in ga pogledaš, taj pa lep kamen. Isto je tako, ko priješ, ne vem, v neko situacijo, spoznaš novega človeka, kako ti počneš? Ja, viš, jaz pa plezam tam pa, a bi šel z mano plezati, probat? Grem. In jaz sem šel tako probat par stvari. Sem se srečal s otroki in sem začel v bistvu delati, trenutno delam v osnovni šoli, delam pa zraven še z otroki direkt, delam delavnice z otroki, ustvarjam razne takšne dogodke, kjer jim krepim pozornost, kjer se v bistvu preko igre učimo, kako živeti s to motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. In otroci so mene pripeljali do novih sanj. In otroci so mene pripeljali do tega, da sem odkril svoje nove sanje. Kar vam tukaj hočem povedati je to, da tudi če ne veš, kam bi šel, tudi če ne veš, kaj bi postal, kaj bi počel v življenju, ne rabiš obupati. Vedno je možnost, samo če si želiš. Vaša edina ovira v življenju, ki vas bo omejila pred tem, je tole. Edina ovira. Tukaj noter, ko se ujameš v neskončnosti informacij, se začneš izgubljati. Začneš nekaj slišati sami sebe. Ok. Gremo zdaj naprej. Zdaj pa na pot življenja. Se pravi, vi, ko ste stopali na ta svet, ste začeli vašo pot. A je tako? Jaz si to predstavljam, a kdo hodil gore tukaj? A že kdo bil v gorah? Kam si šel? No, in ko hodiš, kaj srečaš na tej poti? Kako veš, da si na pravi poti? Markacije. V življenju obstajajo 3 vrste poti. Obstajajo prave poti, ki so markirane, se pravi imajo markacijo, ki ti oznanjuje, da si na pravi poti. Obstajajo bližnjice, kateri lahko sekaš in greš hitrejš in se izogneš. Obstajajo pa tudi kozje stezice. Tiste, ki te peljejo stran iz prave poti. Tiste, ki te popeljejo lahko tudi do prepadov ali direktno v njih. Temu se reče tudi kriva pota. In kako veš, da si na pravi poti? Kako veš, da greš v pravo smer? Kako? Valjda veš. Tako. In kaj čutiš? Kaj čutiš kle noter, ko nekaj počneš? Kaj čutiš, ko montiraš video posnetke? Ko da imaš ogenj v srcu. In ti ogenj v srcu gori. Odlično. Ko se čutiš, da idealno, polagaš mi besede v usta, dobesedno. Ko začutiš, da ko nekaj počneš, ko ti igraš na citre, ko ti igraš na harmonko, ko si ti na fuzbalu, ko si ti v fitnessu, pa prebiješ tam 120 kg benja. Skratka, ko ti gori tist, ne vem, koliko imaš benja? Koliko? 150 kg benja. Ok. Skratka, ko uspeš dosežeš eno stvar, ko ti zagori, ko ti glede noter rata toplo in si rečeš, wow, ok, to mi pa res gre, to je pa res prav. Ko občutiš v svojem telesu resnico, da je to prava pot, pol veš, da si na poti do svojih ciljev. Ampak na tej poti se lahko zgodi pa ena stvar. Če hodiš v gore, jaz sem doma iz Gorenjske, tam je gora cel kup. Imaš na vsake toliko časa imaš eno markacijo. Pol se pa zgodi, da priješ v svet, kjer markacij ni. Ki skoraj deluje, kot da je brez poti. Obstaja neke mehne stezice, ampak ne veš, a si na pravi poti, a ne. Kaj se takrat zgodi, ko ne veš, ki si? Kaj takrat se zgodi klele noter v trebuhu? Kjer občutek? Strah. To je to rekel. Bravo. Strah. Negotovost. Nezaupanje vase. Malo se počutiš zgubljenega za moment. In kaj lahko takrat narediš, ko občutiš strah? Kljub temu, da si na pravi poti, kaj lahko takrat narediš? Kako se bojuješ strahom? Spomniš se cilja, spomniš se motivacije, ki te je gnala na začetek te poti. Spomniš se, zakaj si sploh stopil tja in ohranjaš ta spomin in si rečeš, zmorem, uspel mi bo. Osmisliš spet nazaj in zaupaš vase in hodiš naprej po poti in iščeš spet tiste zametke prave poti, da se ti ponovno pokaže.
Ko se vam zgodi strah v življenju, vas tukaj noter v trebuhu, kakšen je feeling? Ajde, ne bom do meni rekel, da vas ni bil strah v življenju. Kakšen je bil feeling, ko vas je bil strah? Kaj se zgodi s telesom? Praznino, ohromite, totalno. Zdaj bom pokazal, oziroma bomo skupaj naredili, pa prosim, sodelujte z mano, ker nas je ful velik in boste čutili res močen efekt skupine, ko bomo to naredili. Kaj lahko narediš, ko začutiš strah? Kako se lahko bojuješ s strahom? In sicer je zelo enostavna stvar, ki jo vsi počnemo že instinktivno, vsi jo počnemo že čist naravno. In sicer to je ena zelo enostavna stvar s vašim glasom. Narediš vdih in narediš. Ajde se, zdaj gremo vsi v en glas. In čuti klede noter vibracijo. Čuti vibracijo v prsnem košu in pa lahko začutiš tudi vibracijo na polici nosu. Gremo vsi naenkrat proba, da vidimo to, kako začne zrak vibrirati. 3 in 4, zdaj gremo vdih. Ko občutiš strah, to je lahko pred testom, to je lahko pred kakšnimi težkimi izpiti, to je lahko v kakšnih težkih situacijah. Sam potiho pri sebi, samo začni s to zadevo. Boste videli, kako spet dobiš stik sam s sabo, kako vas bo nehala ta v bistvu hromelost popuščati. Ok. Kaj pa, ko se znajdemo na kozjih stezicah? Kaj pa, ko se znajdemo na krivih potah? Veste, kaj sem kriva pota v življenju? Ajde, dajte mi ideje, kaj bi želel kriva pota? Druga. Jaz je toliko, da je siguren, da to že kaj probal. 100%. Kaj je lahko še kriva pota? Kaj? Alkohol. Kaj so lahko še kriva pota? Nasilje. Kaj še? Slaba družba. Kaj? Družba, ja. Kako veš, da nekaj zate ni okej? Ne počutiš se dobro. Kako veš, da droga ni okej? Kako veš? Ja. Druga, jaz se bom tako izrazil, pa mogoče bom kakšno grdo besedo, ali pa jo ne bom rekel, no, ampak druga je ena lažniva, pa dodajte sami eno grdo besedo. Ne? In ti da v osnovi en lažen občutek, ki ti da neko distrakcijo pred trenutno situacijo. Nekateri po njih posežejo zaradi tega, da bežijo v ta svet, nekateri hočejo eksperimentirati, nekateri pač samo zanima, kaj je to. Ne? In ti da nek občutek, seveda, ampak pa ti ga takoj odvzame in zraven naredi še svoj davek. Zraven terje svoj davek. In ta davek je, da vam vzame zdravje, vzame vam vizijo, vzame vam voljo naprej do tega, da bi sledili samemu sebi. In je ena lažniva, res dodajte zraven sami eno močno psovko. In če bi lahko kogarkoli odvrnil od tega, to bi bila moja največja, ko bi rekel, slišana želja, če lahko. Kaj je še pol? Alkohol. Zakaj posegamo po alkoholu? Želja. Želja. Ne. Zakaj, ko greš ven, se ga napiješ? Da se imaš fajn, okej. Zakaj še? Ajde, kdo je že vse probal alkohol? Dajte roke gor. Dobro, nekaj ne speje, ja? Nekaj ne speje. Okay. To se ga je že v življenju toliko napil, da je drug dan bruhal. Da je drug dan umiral, da se je komi pobral. Ja. Alkohol je sam po sebi nevrotoksičen. Alkohol vpliva na možgane tako,
Bom čisto posplošil, alkohol dela človeka neumnega. Alkohol vas bo ohromil in omejil do tega, da boste dosegali želene cilje pa svoje sanje. Momentalno je fajn, pol pa zadevo odvzame. Se te sprosti, da prebiješ nek let, ampak ta zadeva ni realna, ta zadeva je lažna. Vse odnose, ki jih boste formirali z alkoholom, vse takrat so fajni, ampak lahko, da kasneje, ko ste trezni, nikoli ne bojo delovali. Zato so vse te substance, vse te stvari lažnive. In pa kar je najhujše do vsega, povzročijo zasvojenost. Spravite v neko stanje, ki nisi ti, ki ni tebi naravno. In če se tam počutiš fajn, boš vedno začel posegati po teh zadevah. Vsi tisti, ki kadite, ki ste začeli kaditi, ki ste se ujeli v to past, je to že en pokazatelj. Z alkoholom je isto. In z enako so s temi ostalimi substancami. Enako je tudi z odnosi. Kakšni fantje, ki malo lovite in letate z cveta na cvet, ki lovite eno, drugo žensko, tretjo žensko, isto zadeva. Vse te stvari so stranske poti, vse te stvari so kriva pota, ki te peljejo stran od tvojega cilja. Prej, ko se ujameš, da hodiš po tej poti, prej se lahko vrneš nazaj na svojo pravo pot. Ampak boš mogel prehoditi vso pot nazaj, kamor si zašel. In to pa terja svoj delež energije in pa dela. Ponovno pa še bližance. Poznate bližance v življenju? Kaj so bližance? Plonka šteste. To je zelo velika bližanca, ja. Kaj je še kakšna bližanca? Kontakti? Veze, da uporabiš? No, odvisen. Pa veš, veze, odvisen zakaj jih uporabiš? Lahko pomaga, da se prebiješ nekam, ja. Ampak če jih uporabiš za to, da nekoga spodrineš, a je to okej? To pa ni dobro. Bližanca, veste tako, ko ti hodiš po poti, ko ti hodiš v gore, naprimer, ko boste šli kdaj v življenju, upam, da ste tukaj med nami, tisti, ki vas to kdaj zanima, ko boste šli v gore, boste videli eno stvar. Sej, ko greš ti na vrh gore, pa priješ na cilj, pa vidiš ta razgled, pa je vse lepo in pa se vračaš dol, v bistvu spoznaš potem, ko greš malo večkrat, da sploh ni važen ta cilj, kako osvojiš, sploh ni važen ta vrh gore, ampak je najbolj važna pot, ker na poti se dogajajo najlepše stvari. Na poti vidiš sončen vzhod, na poti srečaš gamse, kozoroge, vidiš planiko, kot cveti, vidiš svisca, kot žvižga, gamsa, ki nadi Veste, kako se gams oglaša? Zelo zanimiv, tako žvižga skozi nos, tako zanimiv. Vidiš razne ptice, vidiš orle, ko greš pa ti po stranski poti, ko greš po bližanci, pa sekaš, greš pa skozi gozd, hitro bližanco in si prikrajšan za vse te lepe stvari. Prikrajšan si za izkušnjo. In to, če projiciramo življenje, pomeni eno stvar. Ti lahko v vsaki situaciji, kjer se znajdeš, daš 100% sebe, kar pomeni, da se trudiš, da res daš maksimum, kar zmoreš. To pomeni, en mi je zelo dobro rekel, je profesor iz Novega mesta, Zdenko Potočer mi je rekel, da svojim otrokom prav, ne se šparati. To mi je ostalo zelo v spominu. Ne se šparati, kamorkoli prideš, v kjerikoli situaciji si znajdeš, da je maksimum, kar lahko. Ne išči bližance, ker ko boš iskal bližance, se bo zgodilo to, da ko boš mogel kakšno izkušnjo dobiti v življenju, te bo ta bližanca stala te izkušnje in boš lahko zaradi tega malo padel, se spotaknil in se pol dlje časa pobiral. Ko imaš pa polno izkušnjo, imaš pa veliko bogatejšo izkušnjo, kot pa, če obereš krajšo pot. Ok, gremo še naprej. Kaj je pa najbolj pomembno? Pot ali cilj? Kaj je bolj pomembno? Oboje. V življenju moraš imeti cilj in cilji so lahko vaše sanje in pa zato, da najdeš, zato, da uživaš v tej poti, se moraš pa podati po tisti, ki ti tukaj noter gori. Jaz bi vam vsem rad pričaral to izkušnjo, čisto vsi imate enake možnosti, da jih dobite. In če smo se danes kaj naučili, je ena stvar ta, da kot življenje ponudi priložnost, kaj? Jo zagrabiš in jo probaš. Zdaj počnemo še eno stvar, ko jaz delam z otroki, morate vedeti, ti so zelo specifični in imajo zelo veliko težav na področju samozavesti in samopodobe. In uporabljamo eno mantro. Veste, kaj je mantra? Mantra je kot ena sklopenih besed, lahko rečete tudi kot neke sorte molitev.
Mantra je en stavek lahko ali ena beseda, ki ti daje neko vrednost, ki ti daje lahko moč. In mi uporabljamo eno mantro, ki pravimo znam, zmorem, uspelo mi bo. Znam se vleče v preteklost in te spomni na vse izkušnje in pa vso znanje, ki si ga v preteklosti dobil. Zmorem te postavi v trenutek, se pravi, ko se čutiš negotovega, ko misliš, da ti kaj ne bo uspelo. Se pravi, si v tem sedanjem trenutku si rečeš zmorem, uspelo mi bo, se pa projiciraš v prihodnost. Greš pa naprej, se pa vidiš, če mi je do zdaj vse uspel, mi bo tudi to. Tudi če padem, se lahko še vedno poberem. Ko ste bili majhni, da ste shodili, ste padali neštetokrat. A je tako? In da danes hodite tukaj, ko vsi hodite, ste se mogli tudi neštetokrat pobrati in neštetokrat probati. Na vaši poti boste isto padali neštetokrat in se lahko spomnite že samo na to izkušnjo. Pa jo ne imeti tako, kot za manj vredno. Malo gledajte otroka, kolikrat proba, da se pobere in ima voljo do tega, da proba, ker ve, da ga bojo noge ponesle v svet. Kar pomeni, da ko z življenje kdaj spotakne, se pobereš in greš naprej. A gremo probati za eno stvar? A gremo probati to, kar mi počnemo z otroki v osnovni šoli in sicer, da to mantro probamo 3-krat izreči. Najprej rečemo čist v normalnem tonu, se pravi, v en glas začnemo znam, zmorem, uspelo mi bo. Pa gremo malo višji, daš malo več glasu od sebe, izhajaš iz trebuha, daš močen glas, greš malo bolj znam, zmorem, uspelo mi bo. Pol je pa na polno, pol je pa na maksimum, na maks, kar lahko ti iz sebe ven daš. A smo za to? A gremo probati? Dajte tukaj vsak zase. Ne obremenjujte se s tem, kdo zraven vas sedi, ne obremenjujte se s tem, kako zvenite, kakšen glas imate. Vaš glas je vaš glas. Dajte si možnost, da je močen, kakor lahko. A smo? Ajde, dijaki, a smo? Ajde. Gremo najprej v en glas, normalen ton. 3, 4, zdaj. Znam, zmorem, uspelo mi bo. Gremo malo višji. Znam, zmorem, uspelo mi bo. Pa maks, kar lahko. Znam, zmorem, uspelo mi bo. Bravo, dajmo en aplas, dajmo si en aplas. Zdaj imel sem v planu eno stvar, da vam naredim, in sicer eno vizualizacijsko vajo. Upal sem, da bo več rok gor, ko veste, kaj bi radi počeli. Če želite, lahko to naredimo, lahko tudi ne, kakor želite. V bistvu bo zadeva tako, da boste malo zaprli oči in se malo prepustite mojemu glasu, da vas malo popeljem. Ampak za to stvar vas prosim samo, če bomo to počeli, vas prosim samo eno stvar. Prosim vas samo to, da res ne motite drugega. S tem, ko se začnete režati, s tem, ko začnete se pogovarjati, ko začnete butati koga med sabo, lahko drugemu delaš škodo. A bo šlo to? Ok. A se spomnite vsi vašega otroštva, a se spomnite vsi trenutkov, ko ste bili majhni in ste si želeli, ne vem, postati nekaj? Kaj so bile tiste želje? Kaj so bile otroške želje? Kdo mi lahko povi vaše otroške želje? Jaz sem hotel biti action man. Veste, kaj je action man? Takrat je bila ena igračka, ki je bil ko Barbika pa Ken, sam pač, ker nisem pod tisto mavrično barvo rojen, sem pač izbral action mana, ker se nisem s Kenom igral. Ampak ne za to, ne obsojam nečesar. Kar hočem povedati, je to, da ko sem iz tega action mana gledal, on je imel padalo, on je imel motorne sani, on je skakal iz pečin, je plezal po ne vem kakšnih skalah.
In jaz, ko sem mene vprašal, kaj sem hotel početi, sem rekel, da bom actioner. To sem bil mehken otrok. A imate vi kakšno tako idejo, kaj ste bili? Kaj ste želeli početi? Kako? Astronaut. The best. Ja, veste, kaj je meni rekel profesor oziroma učitelj fizike v osnovni šoli, ko sem njega, jaz sem isto hotel pač nekje postati astronaut, ker me je zelo zanimalo vesolje. To je bilo nekaj najlepšega, kar mi nekdo naredil od učiteljev. In ni rekel tako, astronaut, kako ne možeš biti astronaut? Ne. On je meni odprl pot. On mi je rekel ena stvar, lahko si astronaut. A veš kako? Ti malo težje se učiš, tako da znanstvenik, ne vem, če boš lahko, ampak lahko se pa izučiš, greš na srednjo strojno, pa greš pa še na strojen faks in si lahko astronaut tako, da boš šatel vozil. In boš pač šatel velokol. In veste, kaj on meni naredil? On je meni odprl vizijo in jaz sem že videl sebe, kako šatel vozim. Ne? To je tisti pravi pristop, to je tisto, ko nekdo sanj ne vzame in vam omogoči, da sanjate še naprej. A gremo narediti, pa ne bomo šli na vizualizacijo, pa bomo šli narediti magari na drugo zadevo. Naredil bom z vami eno vajo, ki si jo sam doskrat naredim, zato da pridem spet v stik sam s sabo. In ta zadeva vam lahko pomaga kot začetna pot v neko meditacijo. Že kdo meditiral med vami? Sam mitva. Danes sam mitva delal. The best. Ok. Še noben se ni srečal s meditacijo? A slišali pa ste za to? Ja. No, pa naredimo eno uvodno majo meditacije. Pa vas povabam, da se usedete naravnost, tako lepo s hrbtenico. Noge lahko položite na stol, na tla. Roke dlani date na vaše stegna. Dlanine bojo obrnjene navzgor. Telefone vas prosim, da popravite. To stvar lahko počnete kjerkoli, kadarkoli se usedeš, lahko, ne vem, v park, lahko se usedeš doma, preden greš spat, zjutraj, ko se zbudiš. Najbolj efektivna zadeva je, ko to počneš vsak dan, ko razviješ neko rutino in ne rabi to dolga reč, lahko je zelo kratka, najprej 5 minut, lahko pa podaljšuješ kar 10, 15, 1 uro, 2 uri, kolikor pač zmoreš, kolikor želiš. In ta zadeva je zelo osnovna, preden v bistvu začneš veliko meditirati. Vas povabim, da zaprete oči, pa zaprete usta. Narediš en globok in počasen vdih skozi nos in dolg izdih skozi usta. Počasen vdih skozi nos in z izdihom sproščaš napetost v telesu. Še en počasen in dolg vdih skozi nos in dolg izdih skozi usta. Svojo pozornost preusmeriš v telo in čutiš težo svojega telesa, kako pritiska v stol. Čutiš roke, kako počivajo na nogah. Kako noge pritiskajo v tla. In slediš mojemu glasu po točkah telesa in čutiš občutke na tisti točki in sproščaš vse naokrog. Sproščaš vso mišično napetost. Glavo rahlo zvrneš nazaj, kot da bi gledal proti stropu, proti nebu, ki so še vedno zaprte. In ko daš glavo nazaj, lahko občutiš, kako na sredini med obrvmi rahlo migeta. Prva točka, sredina obrvi, konica nosu,
brada, grlo, trebuh, boki, kolena, gležnji, stopala, palci na nogah, svojo pozornost preusmeriš na sredino dlani in čutiš rahlo migotanje na tej točki. Opazuješ dihanje in tik na vhodu v nos opazuješ, kako je zrak hladnejši in z izdihom zrak toplejši. Se pomikaš globje v nos, kjer čutiš premikanje zraka proti žrelu, grlu, navzdol po grlu do prstnega koša in čutiš, kako se z vdihom prstni koš razteza in z izdihom skrči. Pustiš dihanju, da teče, brez da bi vplival nanj. Če ti misli pobegnejo stran, se samo vrneš nazaj na to, kako opazuješ svoje dihanje. Se ne sprašuješ zakaj, se ne sprašuješ kako, samo nežno pripelješ pozornost nazaj na dihanje. Še en globok in počasen vdih skozi nos in dolg izdih skozi usta. Vsako svojem času odpre oči. Ok. In dobrodošli nazaj. To je bila ena taka zelo uvodna in osnovna vaja, kako se iz glave, iz misli potegneš v telo. In ko prideš do dihanja, samo tam ostaneš. In to je ena lahka meditacijska vaja, ki vas bo zelo umirila in od tukaj naprej lahko nadaljujete v to, da samo opazujete dihanje. Dajte si to razviti redno prakso, dnevno prakso. Samo opazuješ svoje dihanje. In ko ti misli pobegnejo, se vrneš nazaj. Ko se tukaj navadiš tega, se pa lahko začneš igrati malo s tvojo domišljijo, s tvojo vizualizacijo in samega sebe predstavljaš v nekih športnih aktivnostih, službah, skratka, čemerkoli želiš v življenju početi oziroma vaših sanjah, ki jih želite, da se vam v življenju uresničijo. To je skrivni recept, ki je pri meni vedno deloval. Vse, kar sem si tako želel, sem dobil. In to zraven podkrepite z močno željo, ki izhaja mladenič tam v zadnji. Kje izhaja ta želja? Kje gori? Kje gori plamenček? V srcu, klede. In to je za danes z moje strani vse. Tako da jaz bi se vam zahvalil za pozornost, za sodelovanje. Upam, da sem vam lahko Zaupal sem vam skrivnost, ki je mene pripeljala do svojih sanj in želim si, da čisto vsak izmed vas enkrat v življenju izkusi in doživi ta trenutek, kako je to, ko se sanje postanejo realnost. To je moja velika želja za čisto vse vas. Hvala še enkrat.